S tem, ker imaš spoštovane gostje, spoštovani gosti, tako vi, ki sedite na odru, za omizijem tako rekoč, kot vi v občinstvu. Pozdravljam vas v imenu Javne agencije za knjigo Republike Slovenije. Moje ime je Renata Zamida, sem direktorica te agencije, pred katero je največji izziv, mednarodni izziv, bom rekla, odkar obstaja, torej v zadnjih 10 letih, in to je projekt Slovenija častna gostja na knjižnem sejmu v Frankfurtu leta 2022. To leto se nam neusmiljeno z vedno večjo hitrostjo približuje. Letos smo uspešno podpisali pogodbo z sejmom, ki je pravzaprav veliko podjetje, hkrati pa je tudi močen izvoznik nemške kulture in literature, tesno sodeluje tudi z nemškim zunanjim ministrstvom, tako da je ena taka, na momente že skoraj da ena taka paradržavna gospodarska institucija, ki tudi tradicionalno že od leta 1978 vsako leto na tem največjem, globalno največjem knjižnem sejmu na svetu predstavlja tudi države kot častne gostje. Kdor to malo bolj spremlja, vidi, da so v preteklosti bile to največje, najvidnejše države, nacije in nacionalne literature, tako da je za Slovenijo to res velik uspeh in hkrati verjetno tudi dobesedno enkratna priložnost. Redko kdaj se te države še ponovijo, nastopijo še enkrat, oziroma so to le največje, recimo zdaj lani je bila to Francija, ki je bila predtem v 80-ih častna gostja, pa še kakšne druge, ampak zelo malo jih je. To priložnost bi seveda tudi mi na nacionalni ravni želeli izkoristiti v popolnosti, kar pomeni, da pri tem projektu seveda ne gre le za knjigo in literaturo, čeprav je ta v ospredju samega sejma, ampak je to priložnost za vso kulturno sfero, za državo kot tako, tudi v smislu javne diplomacije, v povezovanju med sektorji in med resorji, za državo v smislu turistične destinacije, kulinarične destinacije, kar pri nas tudi močno poudarjamo. Skratka, gre za več vidikov, ki jih je vredno in bi si jih želeli izkoristiti. In zato smo se tudi odločili, da zdaj v tem procesu, pripravljalnem procesu, torej v letošnjem letu, izvedemo 5 nekih javnih razprav na 5 različnih tem, ki bi jih želeli vključiti, in danes vas lahko pozdravimo na razpravi, ki bi želela navreči par idej ali pa premislekov na temo marketinškega potenciala tega projekta. To pomeni na temo CGP-ja, možnega slogana, možnih izkoristkov v tem smislu, zasnove ali pa ideje glede samega paviljona. Knjižni sejem da na voljo skoraj 2500 kvadratov, velik prazen prostor, ki ga je treba smiselno zapolniti in osmisliti. In tudi zdaj, glede na to, kako so druge države se teh stvari lotevale, mi to seveda spremljamo, si nabiramo neke izkušnje in vidimo, da so ti pristopi zelo različni, da lahko različno delujejo in da dajo tudi zelo različne rezultate. Tudi kar se tiče samega postopka, kako priti do teh idej, recimo kako priti do slogana. Recimo Gruzija, ki bo častna gostja letošnjega leta, je zadevo naredila precej zaprto, sklicali so svoje 4 ali 5 največjih ali pa nekih najbolj vidnih agencij v Gruziji, jih za 2 dni zaprli na neko posestvo, zanje naredili en seminar, kjer so jim povedali, kaj bi s tem želeli, in so pač v teku teh 2 dni prišli do nekih konceptov, predlogov slogana, ki se mimogrede glasi Georgia made by characters, in
vso to podobo gradijo na unikatnosti njihove abecede, recimo. In mi še nekako nismo prišli do prave ideje, kako te stvari zapeljati, kako te stvari izpeljati, s kom točno se povezati, in zato smo želeli tudi z tega področja na današnji posvet privabiti en reprezentativen vzorec ljudi, ki imajo dobre ideje, in to ste zagotovo vsi ti, ki ste danes z nami. Tako da jaz si obetam zanimivo razpravo in predajam besedo dr. Klinetu, ki bo popeljal skozi ta pogovor. Hvala. Hvala lepa. Meni so dali to dobro ali pa slabo nalogo ali težko nalogo, da to dobro izpeljem. No, jaz upam, da nam boste sledili, če bom usmerjal, prekinil koga, ker bo govoril preveč ali pa predolgo, ker imamo čas omejen. Imamo tukaj, danes imamo še samo 4 goste, prej smo mislili, da jih bo 5, da se 5 spet premislil, ne? In ga ni bilo, pa je prišel. Nima slogana. Nima slogana. No, v redu. To spravi, da pač imamo to, kar imamo. Prvo bom jaz tudi kar povedati, imam tam enih par idej, ki se mi zdi, da so tako nujne za ta projekt, s katerim se jaz v principu ukvarjam skoraj 40 let, ne, 38, pač je res. No, ampak da ne govorim o sebi, rečem, koga imam tukaj, ne. Imamo 4 goste, imamo same dame, prej smo bili imeli še enega uravnoteženega moškega. No, in imamo najprej, jih poznate vsi, vse, jih moram predstaviti, Kristino, PR, pa še javna komisija, pa še kaj drugega na uradu vlade za komuniciranje, Maja Holino, psihologinjo, zdaj počasi postaja tudi kulturologinja, še kaj drugega, ne? Ampak pa samo povedali, kaj je. Potem imamo Nino Tešanovič, ki je arhitektka, jaz sem jo prepoznal, da nam bom povedala, kaj izkušen je iz Expota, če bomo lahko kakaj paralele vsem rekli, ali pa tudi ne, seveda, tudi če bo obratno. In pa imamo Nino Tešanovič, ki je studio Popper, ne? Jerneja Lampret. Jaz sem povodila ta Expo. Aha, to so se zamenjali. Pač skupaj. Aha, okej. No, sem vajd, jaz zamenil, ne? Ja, okej. No, ampak gremo zdaj na drugi del, ki je zdaj bistven. Tukaj nam bomo mi 4 ali pa... Ne, poskušamo reči, kako se reče po slovensko. One 4, tako moram reči, ne? One 4 povedajo v bistvu nek uvodni ton. Bistveno pa niso niti toliko one so samo za izhodišče. Bistveno ste vi, ki ste tukaj, ki ste prišli, da bomo poslušali vas, da boste producirali in nadgrajevali pravzaprav to, kar bo tukaj istočnice za to temo. Tako, kot sem rekel, jaz bom pač poskušal toliko usmerjati, da bi prišli do nečesa, kar bi bilo bistveno. In jaz mislim, da je to dobro, kar so oni kot izhodišče napisali, da ne bodo ne predstavljeni, ne promovirali zgolj slovenske literature in njenih avtorjev, ampak da bojo promovirali državo kot celoto. In to na eni strani bo ne tudi kot turistična destinacija, kot gospodarska destinacija, pa mogoče še kaj drugega. No, to se mi zdi, da je res bistveno za to stvar, kajti kultura, tako kot boste videli, ali pa že veste, če ne bomo pa še kaj posugerirali, je tisti element Slovenije, ki je tako značilen, kot je značilna to, kar je prej rekla za Gruzice. Da bojo oni govorili, hvala lepa, da pomno, sem pozabil na tem, če ne, kar bi oni radi predstavljali Gruzi na ta način. Slovenija je namreč začela, obstala in bo še naprej delovala na osnovi svoje kulture. To dela že vseh dobrih 1500 ali pa mogoče še malo več let. To je teza, na kateri zdaj vsa zgodovina pravzaprav v bistvu gradi, in ta država je zaradi tega
edinstvena in enovita, da temu rečem, zaradi skupnega jezika, zaradi te skupne identitete in zaradi tega, ker ima takšno kulturo, ki se ni nikoli dala potujčiti. Čeprav je bila vedno v poziciji podložnika. In je šele 91 leta prvič prišla dejansko do svoje države samostojnosti, ki pa jo, kako vidite, ne, vsako sekundo bolj izgubila. No, kar je zanimivo. Nima pritiska, nima konkurence, nikoga, ki bi odtlačil, zato vene, namesto da bi svetela. No, tukaj naprej, da ko začnemo. Prosim, Kristina. Tam je še nekaj gledal. Aha, pa se mogoče se pa lahko slišimo, no, ali kako, no? Ne, Se snema, aha, se opravičujem. Najprej dober dan vsem, kot rečeno, jaz sem Kristina Plavšak-Krajnc, prihajam iz Urada Vlade za komuniciranje. Meni se to tudi zdi izjemna priložnost, da takole pač viharimo možgane, ne? Čeprav mislim, da smo v fazi, ko pač od idej prehajamo k izvedbi, ne, kot pravimo, ne, ključ vsake odlične ideje je prav njena zelo, zelo konkretna izvedba. Tako da mogoče nekaj takih didaktičnih osnov bi jaz rekla, ne. Kot prvo, pač, kar se tiče našega urada, ne, kot veste, mi smo nek osnovni vladni servis za zagotavljanje javnosti dela vlade in samo en zelo majhen segment oziroma preostank iz nekih drugih časov pripada promociji. In sicer smo tudi med drugim skrbnik nacionalne blagovne znamke, ki jo morda poznate, ampak mogoče o tem malo več kasneje. In ne nazadnje smo pač tudi nek tak koordinator po nekem spletu naključij področja tako imenovane promocije, karkoli to pomeni, širšega dela komuniciranja, usklajenega komuniciranja države v tujini, kolikor pač zmoremo in lahko z različnimi resorji. In sicer zdaj že eno leto deluje medresorska vladna skupina, ki jo vodim jaz oziroma naš urad in v kateri so zastopani vsi ključni resorji in agencije. To se pravi, poleg teh, bom rekla, usual suspect, kar se tiče Slovenske turistične organizacije, tudi agencija Spirit, ki je zadolžena za internacionalizacijo podjetništva, potem Ministrstvo za gospodarski razvoj, imamo poleg tega tudi druga ministrstva, ki so Ministrstvo za izobraževanje, služba vlade za regionalni razvoj in kohezijo oziroma evropske zadeve in pa seveda pač tudi drugi relevantni resorji, ki so kakorkoli vključeni v promocijo. Ne nazadnje, ne, zdaj ta vikend smo bili deležni velike promocije naše države na temo Svetovnega dneva čebel. Imamo tukaj tudi pač Ministrstvo za kmetijstvo in ostale in seveda ne nazadnje oziroma kot prvo bi mogla navajati Ministrstvo za kulturo. Zdaj, zakaj o tem govorim, ne? Ker vedno znova, mislim, jaz takih idej raznih in enkratnih priložnosti, da ne rečem pač dobivam vsak teden oziroma se z njimi srečujemo, ne? Ampak dejstvo je, da potem ključ v neki izvedbi in v državni administraciji seveda ključ tudi v ustreznem usklajevanju in medresorskemu sodelovanju, no? Tako da zdaj v bistvu ta forum je tukaj, imamo tudi neke primere dobrih praks, ki jih bom lahko tudi v nadaljevanju mogoče predstavila, da ne bi zdaj odkrivali neke mlačne vode. Ampak bistveno je, da tudi kar se tiče Frankfurtskega knjižnega sejma, so ustvarjalci ali kako bi rekli ideologi, ne, pač k nam oziroma konkretno k meni pristopili že dosti vodi, pač Renata, ki vodi in ki je nosilka te ideje oziroma kot izvedbe. Tako da v bistvu pač v tem forumu je pač bila stvar že predstavljena, predvsem v obliki kandidature. Moram priznati, da koncepta ali pa programa predstavitve še ne poznam, tako da relativno govorim na pamet, no. Tako da predpostavljam, da se pač to oblikuje in da v tem smislu se bo tudi upoštevalo vse te različne vidike. Kar se mi zdi bistveno, ne, ko govorimo o marketinških priložnostih in potencialih, ne, gre za to, da je treba pač projekt gledati pač kot celovit, ne, to, kar je bilo že poudarjeno, ne zgolj pač iz resorja literature, založništva oziroma kulture,
ampak da je treba pač projekt jemati kot nek edinstven nacionalni projekt, kot tak je bil tudi predstavljen, zato je bila tudi konec koncev, mislim, potrjena kandidatura Slovenije kot častne gostje, tako sem tudi razumela koncept strani Frankfurtskega knjižnega sejma. In zato je zelo pomembno, da se pač najprej ta vsebinski koncept postavi širše, tudi z različnimi deležniki, ne? To se pravi, kaj bi želeli dejansko s tem doseči, ne samo v smislu spodbude knjigi, slovenski literaturi, založništvu, ampak tudi sicer, ne, kaj od tega lahko imajo tudi drugi deležniki, ne. Omenjali smo pač spodbujanje turizma, tudi gospodarskih akterjev in tudi nasploh, pač, kar se tiče poznavanja naše države. In v tem smislu pač koncept, seveda vsak dober koncept more vsebovati tudi nek poslovni model, no. To sem hotela poudariti. Sicer nisem tista prva poklicana, ki bo govorila o poslovnih modelih, ampak veliko takih projektov sem videla, ki so bili sicer krasni, lepo pripravljeni, ampak v končni fazi niso bili nekako, bom rekla, trajnostno naravnani oziroma niso ustrezni ljudje in deležniki tudi iz področja gospodarstva, turizma in tako naprej sedeli zraven, da bi v bistvu iz svoje perspektive to videli, ne. Tudi kakor sem pač se lahko seznala s Frankfurtskim knjižnim sejmom, nikoli nisem bila pač tam, je v bistvu tudi njihov koncept zelo sodoben v smislu vključevanja tudi kreativnega sektorja, drugih predstavitev, in v tem smislu se mi zdi ključno to poudariti, ne, da če dejansko hočemo polno izkoristiti potencial te enkratne priložnosti, ne, seveda s priložnostjo se komi delo začne, ne, je treba pač takoj, da ne rečem v začetni fazi, koncept in tudi projektni menedžment tako zastaviti, da bodo ustrezni učinki, ne samo na področju neke, bom rekla, neke splošne promocije, ampak da bodo tudi neki konkretni ekonomski učinki. To je neka moja prva poanta. Druga poanta, ne, ker dostikrat pač izumljamo tudi neke mlačne vode, tako in drugačne, s profesor Klinetom sva prej na kratko pač rekla. Obstajajo pač tudi, bom rekla, različni takšni in drugačni, bolj ali pa manj strokovni marketinški pristopi. Zdaj pač omenjali ste nov CGP, nova podoba, nov slogan in tako naprej. Jaz kljub samo bi pač najprej pogledala, kaj že obstaja, ki pač je naša identiteta tudi v marketinškem smislu že dobro postavljena. Ne nazadnje bi rekla, zdaj se vračam k naši nacionalni blagovni znamki, ki obeležuje 10-letnico. Ne vem, če poznate, sicer primarno bolj zasidrana kot turistična blagovna znamka, ampak vsekakor to ni samo turistična blagovna znamka. Gre za identiteto vseh identitet, za neko sidrišče. To je v bistvu blagovna znamka I Feel Slovenia v zelenem romboidu, ki je bila pred 10 leti v bistvu zelo domišljena oziroma tudi konceptualno zelo dodelana. V tem smislu tudi odprta, da se pač napolnjuje z različnimi projekti. To pomeni zelena, Slovenija kot zelena, kot zdrava, ne nazadnje tudi kot kreativna, tudi kultura se lahko najde v tej znamki, in je smiselno v bistvu pač na tej znamki delati. To so tudi pač, bom rekla, neka naša konsistentna sistemska prizadevanja v okviru medresorske skupine. In sicer pred skoraj dobrimi 3 leti je bila delana neka raziskava skupaj z Malikonom kot nek prerez stanja, ki znamka je. In dejansko pač eden izmed resorjev je pri implementaciji oziroma uporabi znamke precej potegnil, kar je šlo v bistvu na škodo drugih resorjev in seveda to je STO. Tako da je bila znamka odlično uporabljena in še vedno je, ne. STO ima zelo razdelane kampanje, tudi digitalne, da ne rečem, da so ponderirane pač z večmilijonskimi sredstvi, ne. Medtem ko na drugih področjih znamka niti ni bila prepoznana, niti ne uporabljena, zato smo nekako začeli ta marš skozi institucije, ne. Ker najprej mora biti neko notranje zavedanje, tudi med resorji, da to je nacionalna blagovna znamka, torej, ne vem, če SVRK razpisuje pač neka sredstva, EU sredstva, če dobite EU sredstva, je do milimetra natančno pač označeno, kako morate pač ta logotip uporabljati, medtem ko je pa samoumevno, da pač, če Republika Slovenija nekaj financira, da se pač to ne brandira oziroma da se to ne komunicira, ne samo v smislu pač obveze, ampak tudi neke dodane vrednosti.
Tako da zdaj v teh 2 letih lahko rečem, v 2 letih se pa že vidijo neki rezultati, da smo uspešno seveda s pomočjo resorjev, s pomočjo nekih konkretnih projektov in dobrih praks uspeli pač to uporabo znamke razširiti tudi na druga področja, med drugim tudi na zelo pomembno kulturno področje, tako kot je profesor Kline izpostavil, in to je tudi izhodišče, bom rekla, te znamke, da je kultura, jezik, pač ta core identity, to jedro slovenske identitete, na kateri ne gradimo pač sam našo državnost, temveč tudi, bom rekla, dolgoročno nacionalno pripadnost. Tako da z resorjem kulture oziroma konkretno z Ministrstvom za kulturo imamo zelo uspešne projekte sodelovanja. Ravno v tem letu, ki je Evropsko leto kulturne dediščine, smo skupaj z Ministrstvom za kulturo pripravili razstavo Slovenija I Feel Culture, ki predstavlja Slovenijo, pač slovensko kulturo v širšem smislu, tudi kot način bivanja, v smislu pač tudi nesnovne dediščine, ampak tudi na tak, bom rekla, priljuden način za tuje javnosti in seveda taka razstava ima multiplikatorne učinke tudi na turizem, gospodarstvo in tako naprej. Drugo področje, ki je tudi bolj prepoznano, je seveda področje športa in tukaj bi omenila eno nedavno dobro prakso in sicer ravno, si upam trditi, rezultat tega zdaj dobro postavljenega projektnega dela v okviru te medresorske skupine, je, da je Slovenija po ne vem kolikih letih, bo kolegica povedala, končno na olimpijskih igrah spet imela svojo slovensko hišo. S pomočjo, to se pravi, to je bil pač teamwork, ne samo pač državnih institucij, ampak tudi, bom rekla, privatnih zainteresiranih podjetij. Hiša v obliki kozolca, seveda verificirana strani Ministrstva za kulturo kot pač prava kulturna dediščina, ki jo je naredil pač eden izmed privatnih ponudnikov, tudi zainteresiran, da na ta način sodeluje. In v tej hiši se je potem dogajalo veliko nekih živih stvari, med drugim tudi predstavitve, bom rekla, prominentnih izdelkov, kako bi temu rekla, Alpina, Elan, ne. Kolektor je bil tukaj pač najmočnejši, ker je tudi zelo močno prisoten na korejskem trgu, ne. Tako da v bistvu ta hiša ima tudi konkretne, bom rekla, multiplikatorne učinke. Na podlagi te izkušnje sta se Elan in Alpina odločila tudi za posebne serije produktov z uporabo nacionalne blagovne znamke, ker konkretno pač podjetniško poslovno prepoznavata dodano vrednost, ne. Naj omenim še zadnji en tak konkretni primer, ne, kako gre lahko ta nacionalna blagovna znamka še širše, ne samo pač kot, bom rekla, sopotnik nekih slovenskih akterjev, ampak širše. Ravno na podlagi finalne tekme Evropskega košarkaškega prvenstva, ko so imeli vsi navijači pač ustrezne rekvizite I Feel Slovenija, je to tekmo gledala direktorica marketinga Renault Slovenija, ki sicer srbske nacionalnosti, in je bila tako pač navdušena, da je prepričala svoje direktorje, da mora Renault omejeno serijo vozil Clio Renault opremiti z I Feel Slovenija in dejansko je bilo to realizirano, tudi s konkretnimi gospodarskimi učinki, z ohranjanjem delovnih mest pač v Sloveniji, čeprav gre za, bom rekla, za tujega investitorja oziroma tujo kompanijo. Tako da zaključim, ker vem, da sem predolga, ampak sem želela dati neke osnove in pač neke konkretne dobre prakse. Se mi zdi zelo pomembno, da v bistvu pač lessons learned analiziramo pač, kaj je bilo dobro narejenega, da pač ne izumljamo neke mlačne vode, da se ustrezno pač vlečejo tudi neke sporočilne niti, ker tujina je še toliko bolj selektivna, ne. Ni to pomembno, da se predstavlja tam neka javna agencija ali pa ministrstvo takvo, onakvo, ampak da se prezentira država z ustrezno podobo, z ustreznim projektom in seveda pač z ustreznimi vsebinami, ki imajo pač neke multiplikatorne učinke, no. Me pa veseli, da je pač kolegica pač tudi Lamprecht tukaj, ne, ker predstavitev Slovenije na Expo 2015, še vedno, ko odhajam v tujino, ta paviljon, kot seveda tudi, bom rekla, zelo sistemska uporaba pač nacionalne blagovne znamke, še vedno pač zveni kot zelo, zelo pozitivno. Tako da moj apel je, da gradimo
na doseženem in pač zboljšujmo tam, kjer smo še šibki. Hvala. Okay. Hvala lepa. Evo, Maja, da si ti na vrsti. Ja, jaz izhajam čisto iz drugega konca. V glavnem po 15 letih marketinške oglaševalske kariere v komercialnem sektorju sem zamenjala, bi rekla, stolček. Šla sem v nekaj, kar ne bi bilo povsem drugačno, in to je, recimo, da sem se borila proti temu, da bi marketing vstopil v vsako poro kulture, umetnosti, življenja. No, v zadnjih 15 letih sem delala predvsem kampanje, ki imajo težko družbeno tematiko, ki včasih niso, vsaj v začetku niso popularne, in veliko sem delala na področju kulture in dejansko zelo globoko verjamem, da znanje marketinga je nujen, potreben, hkrati pa da ga je sproti za dobro, ustvarjalno, večplastno, kompleksno kampanjo tudi sproti in uporabljati in razbijati. Sicer, če se držimo pravil in izkušenj in modelov od drugod, od konkurence, od tujine, postanemo enaki kot oni, ravno nasprotje od tega, kar želimo, in v poplavi držljajev, sporočil, spektakla nimamo niti najmanjše možnosti, posebno z takimi temami, kot je kultura, ali pa tudi nazadnje, kot je ena manjša država, kot je Slovenija. Zdaj, moj začetek dela je vedno, se prične pri izdelku, o čemu govorimo, ampak v najbolj iskrenem smislu. In zame je tukaj vseeno, moramo iti v knjigo, kako je narejena, kdo jo piše, kaj imamo za povedati, kako je stiskana, kako je oblikovana. To je seveda ta najožji, ampak hkrati DNA vsega, kar bomo počeli, tudi zato, da smo kredibilni. Če prehitro štartamo na to, kar je seveda absolutno naš cilj in mora biti promocija naše kulture, načina, kako mi kot skupnost živimo, kar je kultura naše države, potem moramo vseeno nekako zasledovati eno tako, bi rekla, nit. Ta nit zdaj, in tukaj se jaz mogoče vedno, če se na laž postavim malo bolj drugam, mene bolj intrigira recimo kot že sam izraz identiteta, me bolj singularnost. Singularnost, ker priznava to partikularnost in hkrati dovoljuje umevati to, kar si, skozi to, da veš, kaj te je formiralo, katera zgodovina te je formirala, katera kultura te je formirala, hkrati pa zavedanje in imaginacije, da tudi ti formiraš obenem to zgodovino, to kulturo in ne samo sedanjost, ampak prihodnost. Ta singularnost povezana z globoko imaginacijo se mi zdi pomembna. In zdaj, če govorimo tako kot za izhodišče samo, kot smo, jaz sem poslušala te prejšnje debate, ki se mi zdijo strahovito pomembne in se mi zdi strašno dobro ogrevanje in čestitam organizatorjem, da so se odločili za, ne vem, prvo je bila debata z ustvarjalci, potem medsektorska debata, zdaj smo mi, ta naš vidik, in potem mislim, da bo treba vse to nekako še premešati in priti do nekih izhodišč in seveda pri nobeni kampanji ni hitrih rešitev. No? Zgodi se čudež, da pade in je strašno lepo, ampak v glavnem je garanje in je delo. Ne? Zdaj imamo, recimo pri mojem mišljenju, imamo zanimivo dolgo zgodovino, ampak način, ki je mene pripeljal pri mojem ustvarjalnem delu, je bilo v bistvu
spogledovanje z umetnostjo, zato ker je po pravilu koraka 2 pred nami. Dobra umetnost, ne govorim vsaka. No, ampak zdaj, da sem kar praktična, da ne govorim tudi kar tako, ne, izvozni, gospodarski, ne bom rekla direktno gospodarski, ampak izvozni produkt Slovenije, vse tisti, ki se vidi in ki dosti krat žanje velik uspeh, je danes teorija in je danes umetnost. To, kar doživljamo recimo z razstavami NSK-ja, ali pa to, kar doživimo na Bienalu, je res malenkost hermetično, ampak nam govori o smernicah, ki so interesantne. Zdaj, že nekaj časa, kaj so vroče teme v umetnosti glede Slovenije. Slovenija ni zaradi te hitre bližine z Zahodom zanimiva, ampak zaradi izkušnje socializma. Slovenija je interesantna zaradi izkušnje samoupravljanja, zaradi neuvrščenih. To so teme in tako kot sem tudi razumela, da je bilo navodilo ali pa želja organizatorjev, da mogoče ne to preteklost, ampak mi lahko govorimo o temah, ki formirajo prihodnost eventualno. Cel svet išče zdaj vprašanja, kam, kako. Zdaj sem to navrgla, jaz vem, da se sliši malo far out, ampak hočem, da nismo omejeni, hočem raztegovati imaginacijo o nas. Želim si, da bi bili smeli. Zdaj, če rečem ton, v katerem naj bi bili naša sporočila, ne vidim ga kot malodušnega, ne vidim ga kot krotkega, vidim ga kot eventualno polemičnega, kot nekaj, ne vem, kako se prevaja, to vedno sovražim, z edžem, ostrorobnega tudi, svežega, pogumnega. Majhnost in skromnost nas nikamor ne bojo pripeljale, podobnost drugim tudi ne. In mislim, da ta potencial obstaja. Imamo čudovito tradicijo avantgarde, retro-avantgarde in ta trenutek to cveti. In jaz bi recimo, mislim, da je v eni od prvih debat tudi nekdo omenil skupino OHO, povezovanje besede, teksta in povezovanje podobe, slike, pa makar rečemo še dizajna zraven. No, tako da tukaj je ena velika, pa kot pravim, samo v prvi fazi lahko tako velika, potem moramo skupaj klestiti. Ampak zame je vse to nabor te fine potencialne specifike, ki jo lahko mi prinesemo. In jaz bi šele potem skočila hitro na celostno podobo in slogane in vse ostalo. Hvala. Ja. Lepo pozdravljeni. Kot že rečeno, jaz sem se sprehodila čez ta projekt Expo Milano, pravzaprav od začetkov, potem gradnja paviljona 800 kvadratnih metrov, vsebina, spremljevalni program, finančni model in mislim, da je zelo dobro, da se pogovarjamo danes skupaj, ker projekt v Frankfurtu je v marsičem zelo podoben projektu v Milanu in zakaj se ne bi učili iz izkušenj, ki jih že imamo, zakaj ne bi bili boljši tam, kjer vemo, da nismo bili najboljši in teh stvari je bilo veliko, čeprav ocenjujem, da je bilo več tistih, zaradi česar mislim, da je bil ta projekt zelo uspešen. Bi se pa navezala na gospe pred mano. Jaz mislim, da so dale odlična izhodišča. Zelo pomembno je, da imamo en tak širok spekter razmišljanja, po drugi strani pa moramo tudi ta širok spekter razmišljanja zavezati v nek paket, ki ga pa tudi jaz vidim kot I Feel Slovenija in mislim, da ta vaša prva naloga, slogan je nujno, da se ga izpelja od tukaj. Pa če imam praktično izkušnjo, lahko povem, da ta slogan odlično deluje. Sem tudi sabo prinesla ene zelene srčke s I Feel Slovenija, čeprav še vedno ne vem, če so čisto v skladu z CGP-jem, ampak to vsekakor zelo deluje. Pač pomembno pri tem je, da pomislite na interaktivnost, na neko človeško toplino in vsak
obiskovalec, ki je vstopil v paviljon, in teh obiskovalcev je bilo 1.070.000, v pol leta je dobil tak zelen srček. In ta zelen srček je bila zmagovita kombinacija. Mi smo jih videvali po celem Milanu, v Benetkah in seveda so nas kmalu države s svojimi paviljoni poskušale oponašati, ampak tako kot je gospa opozorila, oponašati ni dobro. In pač ta I feel love je pač nekaj, kar je slovenskega. In Mehičani, ki so z nekimi pingvini poskušali na isti način pristopiti pač obiskovalcu, niso dosegli nikakršnega učinka. Pri nas pa to bi mogli videti, ljudje so prav hodili, a lahko še en tak srček dobim za domov, lahko še 3 vzamem in podobno. In moram reči, da ta znamka zagotovo deluje in dokaz je praktičen in več kot to, da smo v teoriji jo preizkusili, da smo jo v praksi preizkusili, ne moramo. Pač graditi je treba na tem. Zdaj je oblika taka ali je kakršnakoli drugačna, to ne vem, ampak v celoti bi rekla predvsem, da moramo biti zelo preprosti, neposredni, kar razmišljamo, recimo nekaj vam povem, kar zagotovo jaz ne bi že v štartu naredila. Mi smo se v paviljonu s 5 vsebinami pač predstavljali. Jaz mislim, da je boljše vzeti eno vsebino, iti v globino pri eni vsebini, pa ves čas paziti na ta celoten okvir, pa tudi tisto, kar Slovenci zmer lahko damo, ta neka človeška toplina. Na to ne smemo pozabiti. Jaz mislim, da smo se v Milanu od paviljonov, ki so bili mnogo dražji od slovenskega, razlikovali prav pri tem, da smo znali pristopiti kot ljudje, ker pač konec koncev si moramo priznati, da mogoče se ne moramo privoščiti neke ultra tehnologije v tem trenutku, ki bi lahko zasenčila, ne vem, Južna Koreja, ki smo jo tam imeli, ali pa Združene Emirate, ampak vsi ti, ki so se na tak način tam predstavljali, so pozabili na tisto čist najbolj človeško noto. To, da recimo smo mi vsakmu prilepili ta srček na prsa, že to je pomenilo, da si se človeka dotaknil in mogoče se zdaj le smešno sliši, ampak tam, ko smo vsi divjali sem in tja, je bilo to nekaj edinstvenega. Mi smo imeli zelo dobre izkušnje v tistem delu, če govorimo o notranji razstavi, kjer je potekala interaktivnost in spet, če se vračam na to preprostost, na koncu smo ugotovili, da je bil zadetek v polno slovenska sol in pač en preblisk, tam neko korito smo dali slovensko sol in obiskovalec se je mogel sezuti in nekako smo mu povedali, da s tem, ko bo hodil po soli, se bo sprostil in se bo zelo dobro počutil. In to je bilo neverjetno. To so vsi hoteli hoditi tam bosi in sploh ni bilo nobenega, ki ni bil pripravljen pač sezuti obuvalo in iti po teh stvarih. Moramo tudi vedeti, da je bil tukaj zelo velik pretok ljudi, tako bo tudi v Frankfurtu, in zato morajo biti stvari preproste. Treba je gledati na to, da pač smo imeli v tem delu mogoče sem pa tja težavo, ko smo imeli kakšen scenski element, ki je bil malo bolj zahtevan, in recimo tam so se neka ogledala lomila in jaz mislim, da najhuje, kar je, če nekaj, kar smo pripravili, ne deluje. Govorim o tem smislu, da recimo mi smo pri enem delu nagovorili obiskovalca, da se pogleda v ogledalo in več ogledal in ta ogledala so se zlomila in svojo podobo je obiskovalec videl v, ne vem, svojih 16 glavah in to je bil opomin, da je potrebno pomisliti, kaj delamo z naravo. Ampak se pravi, čist tehnični detajl, to ni vedno funkcioniralo in ta zgodba potem skupi smisel v celoti, tako da res
večkrat sem pol slišala, pa to bi mogli kakšni start-upi, ki prideti zraven, pa narediti, glejte, v nobeni državi, pa zelo cenim so to start-up platforma, ampak v nobeni državi v teh paviljonih, ki so se predstavljali, niso dobili priložnosti tisti, ki so šele na začetku poti. Gre za preizkušene zadeve in tudi zato, če se spet vračam nazaj, iFeel Slovenija znanka, iz tega je treba pač graditi. Tukaj, tako kot je tudi gospa Plovšakova rekla, sploh ne vem, da se moramo o tem pogovarjati, ker to je nekaj, kar bi moglo biti v osnovi pač dano in tukaj bi mogli razmišljati. Zdaj mi smo imeli tudi to izkušnjo, ker na začetku stvari niso funkcionirale čisto kot smo pričakovali, da bodo. K sreči ali pa nesreči je Expo trajal 184 dni, 6 mesecev, tako da smo imeli malo časa za popravni izpit. Tudi tisti, ki je spremljal od začetka to zgodbo, si je zelo znal razložiti, zakaj mogoče na začetku ni vse tako funkcioniralo, ker zadeva zagotovo ni bila sistemsko, projektno v štartu zastavljeno tako, kot se pričakuje, ampak zato pa smo danes tukaj, da vam lahko pač damo neke praktične nasvete, ki so delovali. Vse, pa mislim, da se bomo pol kasneje še vrnili nazaj. Hvala. Ja, zdaj pa še Nina, avtorica ali pa soavtorica paviljona. Lep pozdrav. Mi smo kot arhitekti pač bili pred zelo težko nalogo, kako dejansko prvič v zgodovini predstaviti Slovenijo skozi samostojni objekt na svetovni razstavi in sklopiti vse te teme, ki so bile zahtevane. Zdaj, sam Expo je bil na temo hrane, tukaj se tudi pletel še trajnostni razvoj same gradnje, torej montažna gradnja, po drugi strani pa vključiti to znamko iFeel Slovenija, 5 tematskih sklopov in to spraviti v eno celoto s kupim tehničnih pravil, v sami Italiji je to še veliko birokracije, je bilo res kar zahtevna naloga. Mi smo pa, v resnici smo izhajali, če imamo 5 tematskih sklopov, navezujemo se na 5 čutil in tudi s tem iFeel Slovenija. Te posamezne sklope smo poskušali oblikovati čim bolj dinamično, torej da na zunaj lahko izstopamo, ker se nam je zdelo, da recimo Slovenija, kolikor je majhna, ponuja to raznolikost v sami pokrajini, tudi s tem v kulinariki, v vsem pogledih življenja, ki jo pač tukaj doživljamo. Torej, z ene strani imamo v višino gremo z gorami, z Alpami, v globino gremo s kraškimi jamami, zaradi tega je tudi ta objekt takih ostrih oblik, zelo dinamičen. In to nam je pa tudi omogočala lesena gradnja, saj smo hoteli predstaviti les kot nek strateški gradbeni material, ki ga recimo v Sloveniji še premalo uporabljamo, glede to, kakšno površino gozdov imamo. In hkrati ta misel, da se bo ta objekt še enkrat postavil. Zdaj dejansko tudi stoji v Murski Soboti, kjer se bo pa predstavila pač ta prekmurska regija. Zdaj, sam objekt je torej iz lesa, bil je tehnološko zelo zahteven, je tudi prva kombinacija nekih različnih tehnologij v zgradnji. Zdaj pa na zunaj smo ga hoteli pač prikazati ta les, je tudi lesena fasada z nekimi strukturami, ki mogoče spominja na list drevesa. Tudi sama hortikultura je sledila temu, da imamo toliko raznolikosti, torej imamo posamezne terase, kjer so bile zasajene rastline iz različnih naših regij, torej od neke primorske do neke čisto gorskega rastja. V notranjosti pa smo dejansko poskušali, da je sam objekt znotraj še vedno atraktiven, torej neke škatlasti prostori, mogoče malo bolj dinamični, različnih višin, različnih širin in množin, da pa hkrati seveda funkcionira kot neka pot skozi paviljon, da tehnično to vse skupaj funkcionira, da se na koncu ustavite v tisti pač manjši restauraciji, kjer lahko poskušate te jedi. Za same mogoče neke te točkovne postavitve, kot s temi ogledali, ker je bilo res tako veliko idej in kako to izluščiti, tu je bil mogoče še taka najtežja naloga, še posebej, ker
mi kot arhitekti lahko skozi samo neke abstraktne elemente to predstavimo. Seveda smo pa tu poskušali, da je ta notranji prostor vseeno dovolj fleksibilen, da se skozi čas lahko te stvari izboljševalo, spreminjalo, so bile tudi razstave, ki niso bile stalne, ki so se spreminjale iz tedna v teden. Tako da na koncu mislim, da nam je vseeno to uspelo, da je sama notranjost bila kot prostor atraktivno. In da so se ljudje še vedno ustavljali in šli skozi ta objekt večkrat, ne samo enkrat, oziroma so sosedli ob klopca po paviljonu, pojedli tisto svojo malico, pogledali malce na oder, poslušali, kaj se dogaja. Saj se posamezna pokrajina tudi predstavljala skozi različne teme, skozi predavanja, ples, glasbo in tako naprej. Z arhitekturnega vidika smo bili tudi zelo uspešni v smislu, da smo bili res opaženi tudi strani naše stroke. Bili smo objavljeni v vseh arhitekturnih revijah, internetnih portalih kot eden izmed 10-15 najboljših paviljonov. Na Kitajskem smo bili celo nagrajeni kot med top 3 najboljših objektov in tudi kot javni prostor, ki se je tam oblikoval. In mislim, da smo s tem tudi malce pokazali, da v Sloveniji znamo tudi zelo atraktivne objekte delati. Nažalost nimamo toliko veliko možnosti, ampak imamo pa znanje in tudi voljo in smo pripravljeni na take stvari. Seveda to je zdaj malce drugače, ker tukaj smo res skozi neko stavbo predstavili Slovenijo. V notranjosti dejansko smo bolj pustili, da se to samo, to dogajanje ustvari. Mogoče čez kakšen nek drug projekt lahko povem, da kako arhitekti temu pristopamo. Recimo, kjer smo oblikovali notranjost knjižnega centra v Trstu, kako zdaj to predstaviti knjigo, hkrati pa neko Slovenijo, kot slovenski narod. Mi smo skozi nek simbol, ki je nek vzorec na fasadi slovenskega doma, v Fabijanega slovenskega doma v Trstu, oblikovali tako mrežo knjižnih polic, ki se razprostirajo skozi cel prostor. In te knjižne police so hkrati delovale kot knjižne police, hkrati so bile pa neke pregradne stene, neka galerija, neki kotički, igralni, bralni kotički. Torej neka fleksibilnost prostora mora obstajati, da vi skozi izkušnje, skozi čas lahko to spreminjate, izboljšujete, oziroma da se lahko pojavijo nove ideje znotraj prostora in samo. Ok, hvala lepa. Evo, zdaj ste slišali prve 4 uvodnike, šli ste lahko od politike do kulturologije in na koncu v bistvu do arhitekture, od mikro pogledov na to, kaj se tam lahko dogaja, do nekih makro idej, ki so mogoče v ozadju in se potem v neki točki reflektirajo skozi to, kaj se tam pravzaprav dogaja, oziroma kar je še bolj pomembno, kar se tam dogodi, oziroma tako, kot je bilo rečeno, celo občuti in s tem občutkom gre domov, mogoče pa celo ta občutek potem ne izbrisa, kar bi bilo super dobra izkušnja. No, evo. Zdaj pa gremo na drugi del, beseda je vaša, imate svoje misli, imate svoje ideje, ni treba poslušati sam tega, kar je tukaj bilo, lahko greste čez to, lahko povozite to, lahko pa zdignete do nebes, če vam je kaj tako pogodu, seveda. Beseda je vaša. Izvoli. Rabi mikrofon. Tukaj je. Bom glas. Lep pozdrav, moje ime je Uroš Goričan, jaz drugače delam v marketingu oziroma oglaševalskih agencijah kar nekaj let. Vmes sem tudi malo s kulturo ukvarjam, v manjšem smislu, da to pomote. Meni se zdi, ko ful zanimiva debata, mislim, izhodišča v osnovi, vem, ko malo preskočil, ko smo v agencijah, da bomo hitro kaj popedenati. Jaz vidim, po tem, kar sem danes slišal, se bo treba odločiti, v katero smer se gre. Ker razumem in sploh ni treba debatirati o iFeel Slovenija. To je absolutno super brand in vse pokluka in mislim, da je to nam vsem jasno. Kaj se meni zdi, zdaj govorim čisto mojega osebnega vidika, kar zdaj tukaj poslušam, pa mogoče komu pomaga za razmišljati naprej. Mi vseeno govorimo o Frankfurtu, o nekem knjižnem sejmu in ta
treba najti pravo pot med. iFeel Slovenija super predstavi idejo Slovenije in države, ampak lahko zveni na nekem knjižnem sejmu ko preveč generičen, kot da ga bo treba pravo mero, da to, ko Maja, ko skušamo nekako odpreti debato, ti si na nekem sejmu, nekje, kjer je velika gužva, ti moraš narediti eno stvar, ki ti dela posebno. In primer Gruzije bi bil super, ne, ko ste rekli, vzeli so eno stvar, karakter in iz tega ven izpeljemo. Mislim, da jaz bolj vidim v funkciji teh komunikacijskih pravil, da je iFeel Slovenija platforma in je nek podpis, ki to pele, da pa je prva naloga vseh je najti, kaj je tisto na področju naše literature in kako je to upeto v kulturo. Eno stvar, ki bomo tako vrnštrli, kar je včasih nam Slovencem težko, ker nismo navajeni vrnštrli, pač to je kulturološko pogojeno, ampak moramo najti eno stvar, lahko je to, kar ima, mislim, meni nikoli zanimivo, ne vem, če pravi smer, ampak ta socializem v arhitekturi, če gledaš brutalizem, karkoli, ki ga imamo tukaj, ni to, ne, mislim, ne vem, če je to ta prava stvar, ampak eno stvar, ki bo ljudi pritegnila, potem pa mu na to platformo daš. Tako da, jaz mislim, moramo samo paziti, da zato, da bi zadostili temu, da vsi pademo v ta blagovne znamko iFeel Slovenija, da se ne utopimo na sejmu. Pa ne razmed, da to blagovno znamko je na Boga. Eno stvar radimo, ki je tisto, kar nas bo. To je lahko en človek, lahko je tudi, ko rečemo kultura, ne? Vsaka država bo rekla, nas definira kultura. Vprašaš Portugalce, bo isto rekla, nas definira kultura. Mogoče bolj jasno, kako je nas definirala kultura in ne, eno stvar bo treba najti, nimam odgovora, da ne bo pomote, me pač ta debata, ki je bila zdaj, rekel, dost inspirirala. In tudi, če najdeš neko posebnost, ki ne bo totalno odštekana, to še ne pomeni, da ne deliš te srčko, ki se mogoče nam zdelo tako malo simple, pa preveč cute, ampak vem, da te stvari delajo, ne, enostavno. Ampak ravno najprej tiste zgornje delajo, pol so slogani, temu, pol so slogani, pol je vse. Tako, to je. Hvala. Izvolj. Samo bi bilo dobro, če poveš ime, to bi povedali, kdo si. Pa da bo zapisano, ti si gledalci, ko bi to gledali. Hvala na povabilu, jaz se opravičujem, ker je moja slovenščina slaba. Upam, da se ne boste jezili, ko bom diskutiral na angleščini. So, I was still living in South Korea when I knew already that I'm coming to Slovenia, and I started to follow iFeel Slovenia campaign, thinking of Korean experience with Dynamic Korea, Korea Sparkly, and Soul of Asia, and how they discovered through 20 years of branding, how discovering regional importance of the country was something that they didn't think at first in this dream of globalization and whatever. So first, I think Slovenia is regional leader, as you rightfully said, in theory, in intellectual life, in artistic practices, but also in thinking socialist and Yugoslav past. Ljubljana is absolutely the intellectual center for this kind of regional thinking, while in terms of tourism, in terms of guests, in terms of whatever, you want to open towards German and other markets that are sophisticated, Scandinavian markets, Korean market, Japanese market. So when you craft your message, you need to have something special, as you just said, something that you already have, but that is not the same thing as demographics of your tourism. So you need to think about that difference. Second, I was in Rome and I saw Ljubljana commercial. It is easy to fall in love in Ljubljana. In the middle of Rome, context was wrong, because Rome and connection with falling in love is so strong that was lost money for Slovenian taxpayers. If you would use Alps, even Sunčana strana, whatever, Alps, in Rome, that would be very refreshing during summer. So what I wanted to say that you have the problem of context. Very strong brand, such as iFeel Slovenia, is not working at every point equally well. If you put huge ice cream with blonde girl in the middle of Prešern Square and claim that that is good commercial for Slovenian tourism, in the middle of Me Too
campaign in the middle of feminist awakening around the world, and your main brand is I feel Slovenia, I'm sorry if I'm dirty thinking or problematic in thinking, but from the feminist point of view, you are failing. So if you're trying to market yourself to Hungarians, to Croatians, you will probably not have any problems. But if you're trying to market yourself to Berlin, to Frankfurt, to Oslo, even from the narrowly economic point of view, without any politics, without any ideology, without any inclinations, you are in trouble. Why is context very important? Because Frankfurt is intellectual project. Frankfurt is not intellectual project in terms that it would not assume money, that it would not assume markets, but in terms of how creative work, creative practices produce money and produce markets, both intellectual markets and financial outcomes. That is why I totally agree with what my previous, and what Professor Maya, I'm sorry I forgot. Maya Paulina. Yeah, I totally need to agree with that, not because of political inclinations, but because of this. You need to craft special, precise message intended for intellectually sophisticated audience that will then echo in wider environment. And you cannot do that with mass approach. I followed Slovenian House in South Korea, which was very good. Olympic House, it was very popular in one certain type of business environment and marketing environment, but I'm not really sure if that would work in similar sense in Frankfurt environment. That is very specific intellectually. And I will finish here. Slovenian culture, yes, is crucial as any culture for any nation. But if you think about what marked that culture, even though you are small, it is not enclosure. What was Primož Trubar? In between German and Slavic, in between Protestant and Catholic. What was Cankar in Trieste? Yes, fighting for Slovenian Trieste, but at the same time being Slovenian in multicultural environment. What is today or yesterday Pahor in Trieste? What are all those people, Čefurs or not, that are already integrated in Slovenian academic life, artistic life? You have 5 different Janšas, some of them on the right, some of them on the left. 5 is the real one. Okay, maybe okay, four. I'm sorry, 4. Maybe who knows? You will have more. What I'm trying to say is. It depends when you count. Exactly. So Somebody counts for 3. some of them are initially Croatian, some of them are initially Italians, some of them are initially communists, and then turning into something else. You know what I mean? There is a range of ideological and cultural possibilities that Slovenia today already entails. With fantastic cultural scene, with fantastic artistic scene, with fantastic theaters, with very good, you wouldn't agree, Renata, with a very good literary and publishing scene, as much as you are stressed. Yes, I think you need to go more narrow, definitely, than I feel Slovenia should be at the edge of the project, maybe even with some ironic key, with some little twist, because all countries, all znamenke such that are making little important twists with every decade of usage, and I think that would be useful also for otherwise impeccable I feel Slovenia, and I stop here. Okay, thank you. Hvala. Hvala, ja. Hoče še jaz? Ja, izvoli, prosim. Polona Prešeren, Urad za komuniciranje. Jaz se na Uradu za komuniciranje največ ukvarjam z znamko I Feel Slovenija, zato se mi zdi smiselno, da mogoče še nekaj povem. Strinjam se z gospodom, ki je pred mano rekel, da I Feel Slovenija mora ostati pač nad tem. Zavedati se moramo, da I Feel Slovenija je pravzaprav nek slovenski identifikacijski znak. Je nekaj, kar nas pokaže, doda neko identiteto naši državi, nas označi. To je tudi označba. Seveda pa pač tukaj je treba specificirati, najdete ene posebnosti, ki jih pa Slovenija prav gotovo ima. Ker ste omenjal olimpijsko hišo v Južni Koreji, to je bila res po 8 letih. Fotografije, če kdo želi. Ja, Vizualno. Če to želi,
Nam se je zdel res tak super koncept. Po 8 letih smo v sodelovanju s partnerji naredili to slovensko hišo, kjer smo res skrbeli, da so bili elementi Slovenije uporabljeni. Temeljila je na kozolcu, pripeljali smo tja slovenski les, slovensko znanje, slovensko kulturo povezali s športom na en tak zelo poseben način in tudi še pripeljali slovenska podjetja, da so se tam predstavljala. Ne? Tako da mogoče je to en tak tudi koncept, na katerem bi veljali graditi v prihodnje take predstavitve, ne? Mogoče ne ravno na frankfurtskem sejmu, tudi jaz ne poznam čisto točno, kakšne so dimenzije sploh te predstavitve Slovenije, ampak vem pa, kako se je Jerneja lotevala Expa takrat za 2015, pa to smo se veliko pogovarjali, ne, izhajali iz identitete znamke. In še to naj dodam, da identiteta znamke Slovenije vključuje res tako znanost, civilno sfero, državo, kulturo, gospodarstvo, šport in na vsakem od teh področji ima svoje specifike in tudi govori te specifične zgodbe. Ne? In jaz verjamem, da tukaj lahko najdemo res tesne povezave in pa tudi specializacije, brez da bi iskali tudi hkrati novo znamko, pod katero naj bi se predstavljala, ne? Slovenija tam. Ok, hvala lepa. Naslednja. Jaz se strinjam, moje ime je Tina Popovič, vodim to Vodnikovo domačijo. In pred letom dni so z oddelka za kulturo me prosili, če lahko prevzamem tudi znamko oziroma pridobljen naziv Ljubljana UNESCO-vega mesta literature, tako da 1 leto intenzivno razmišljam o tem, katere so vsebine, ki lahko Ljubljano prignejo na nek svetovni zemljevid, tudi v soočanju z glasovi z drugih koncev sveta, kjer se srečujemo pač s to mrežo 28 mest in razmišljamo. In jasno, kar je v ospredju v teh debatah, takoj poznanih, preden pač sami pridemo z nekimi vsebinami ven, je teorija. Jasno, vsi Slovenijo poznajo po Žižku, Renati Salecel, Dolarju. To so neke vsebine, kjer smo zanimivi, vsebine, kjer ljudi zanima, kaj Ljubljana počne in se želijo povezati in vključiti. Drugače pa kot s principom grajenja takšnega projekta absolutno strinjam z gospo Majo in s tabo, da je pač neka ta vsebinska, prvi vsebinski korak, kjer se razmišlja o tem, kaj dati v spredje, ki lahko šele da neko kredibilnost. Strinjam se s tem, da je to posebno okolje, kjer stvari lahko zelo hitro padejo, če so preveč enostavno zastavljene. Mislim, da je včasih, tako kot ste rekli, pomemben velik pogum. Mislim, da smo lahko zelo zahtevni pri vsebinskih zasnovah, potem pa kako to producirati, pa mogoče lahko včasih to ostrino zrahljaš na nivojih, kjer so potrebni za to, da ne odbijaš, za to, da nisi prezahteven. In po mojih izkušnjah se vedno bojimo zahtevnosti. Kadarkoli sem zasnovala stvari, ki so bile za ljudi preveč zahtevne, so se tega ustrašili. To je prezahtevno, to se tebi enostavno, to je za nas ne. Pa se mi zdi, da to bo en velik izziv, kako najti ta balans med zahtevnostjo, ki jo hočemo in kjer ne smemo popustiti nikoli. Se mi zdi, da sploh pa v tem okolju literature, ki je še eno redkih polj in kulture, kjer na tem področju ne popušča, tle se mi zdi, da bo neka vztrajnost potrebna, hkrati pa tako zelo velik nekih debat, kje to ostrino izpostaviti, na kakšen način. Ok, hvala. Imamo še kandidatka. No? Mogoče bi še na tej točki se zdaj jaz oglasila, ki moram reči, da mogoče za razliko od marsikoga tukaj res 10 let spremljam te same specifične predstavitve, tudi ki so vezane na ta projekt. In države so tu pristopale seveda zelo različno.
videlo se je, ne, da pri državah, ki so same po sebi v evropskem prostoru eksotika, je bil ta pristop drugačen, na nek način bolj enostaven. Ko se je predstavljala Indija ali pa tudi Turčija, ne, so šli res močno na en ta tudi etnični vidik, na poslikave s Kano, na eno tako, ne vem, na eno čist neintelektualističen, recimo, pristop, ne. Po drugi strani pa države, ki tudi same zase verjetno mislijo, ne, da jih vsi poznajo, da ne rabijo dodatno skozi en tak projekt razvijati tudi nekega svojega obče podobe ali pa specifičnih turističnih potencialov. Tipičen primer je recimo Nizozemska, ne, so pa šli na ta skrajno intelektualističen pravzaprav pristop, ne, in so tudi imeli cilje tega projekta čist drugače zastavljene. Ampak mi teh ciljev ne bomo mogli definirati samo na ta način, ne. Torej, da bi bili naši cilji sam toliko pa toliko novih prevodov v te pa te jezike, predstavitev nove generacije avtoric in avtorjev, kar je bila pri njih ena ta izrazita, ne, in ne take zelo specifične in dost ozko vezane cilje in tudi na ta način ta komunikacija, ne. Njihov slogan je bil recimo This is what we share, tudi v nemščini, ne, Das ist was wir teilen, in v nizozemščini, in so šli skozi to trojnost, ne, slogan v tudi 3 jezikih, nizozemski, angleški, nemški, s katerim so tudi poskušali komunicirati ta skupen kulturni prostor, ki ga imajo, ne, in na to, da itak, ne, se pričakuje, da se nizozemsko kulturo spremlja, ne, da Nemci in Nizozemci so si na nek način blizu, tudi z otokom, ne, imajo neke povezave. Skratka, vsaka država je poskušala tukaj, kako naj rečem, iz tega projekta potegniti tisto, kar se ji je zdelo, da v tistem trenutku potrebuje, ne. Ene so šle res izrazito na to, da se sploh osmislijo, ne, da mednarodno občinstvo se sploh zaveda, kje so in kaj so, ne. Tudi pri Gruziji je to zdaj zelo očitno, ne. In tudi moram reči, da Slovenija kot država, ki je geografsko, kakšen jezik se pri nas govori in tako naprej, žal niti v Nemčiji ni tako močno prepoznavna, kot si mi doma včasih predstavljamo, ne. Res ljudje včasih niti ne vejo, da govorimo slovensko tukaj, ne. Tako da bomo morali najti, ne, en način tudi te komunikacije, ki bo na nek način dost visok za obiskovalce knjižnega sejma, ki so drugačne, ki je neka specifična populacija, ampak da hkrati izkoristimo ta projekt tudi za to, da lahko nagovorimo pa najširše občinstvo, ne. In prvo je tu seveda to občinstvo v Nemčiji, glede na to, da se ta sejem v Nemčiji dogaja, ne glede na to, da je obisk izrazito mednaroden, da je platforma izrazito mednarodna, da sem pride 7000 novinarjev, ki niso iz Nemčije, ne, torej vseh tistih, ki so od drugje, z vsega sveta, tudi iz najbolj oddaljenih držav, in je en velik izziv, no, tega projekta, kako zajeti čim več, no, teh ciljnih skupin, ki so izjemno različne, ne. Meni se zdi, da je to največji izziv pri tem. Ok, hvala. Če lahko samo zdi, da vedno nagovarjaš neko osnovno idejo na mnogih nivojih, rabiš pa za vsak nivo spet izjemnega sodelavca, ki bo razumel osnovno idejo in ki jo bo znal aplicirati na svoje področje. In to se mi zdi, da je pač edina zmagovalna kombinacija, ker se mi zdi, da velikrat se pri takih konceptih zgodi, da se lepijo pol stvari na neko osnovno idejo, ki niso izpeljane do konca in zato ni te konsistentnosti, ne verjameš do konca. Tudi če gre na druga področja, kulinariko, glasbo, spet, kako kulinariko navezati na literaturo. Tako to se mi zdijo vprašanja, ki jih včasih sodelavci iz drugih področij ne razumejo ali pa ne vzamejo resno ali pa jih ne razumejo dovolj dobro, tako da so potem stvari dodane zraven, pa ne tvorijo celote. To se zgodi velikrat, no. Pri tem, ko greš z enega področja na drugega, kako to prenašati. Tako tle se mi zdi, da je potrebno izjemno veliko to osnovno idejo imeti toliko močno, da se potem da zelo enostavno sporočati ostalim
in hkrati imeti močne producente, ki skrbijo za to, da bo to celostno izpeljano. And if large part of your budget depends on European integration idea, cross-European idea, whatever, you just told me that large part of budget depends on that. So if you interpret Slovenian culture as a culture of dialogue, integration, diversity and all that, even though that sometimes seems artificial, that you can resolve that budgeting problem at the first step and still remain pretty much Slovenian in all your outputs. You have Italian literature in Slovenia, which is very strong. You have Slovenian literature in Italy and Austria that is very strong. You have Čefur's writing, Vojnović and others. You have this entire beautiful scene that is entirely Slovenian. So the huge marketing task is how to present traumatic moments as non-traumatic, even though that is sometimes cheesy and sometimes artificial and whatever. But if you're dealing with Europe and European money, usually you need to do that, to present your own traumatic moments as somehow moments of beauty, perfection, moments of hope at least. And usually there are moments of hope, no? So I think, yeah. Okay. Gremo naprej. Iščemo še, nimamo še dovolj idej. Zbiramo. Mogoče, če jaz lahko malo vmes pokomentiram, no? Če nam je že dovoljen, lahko. Seveda. Kot prvo, mene zelo veseli, zelo dragocene inpute dobivamo tukaj. Ne vem, če ste opazili, v bistvu govorimo v enakih gabaritih, ne? Enak jezik. Ne? Dejansko poanta ni bila v tem, da je pač nacionalna blagovna znamka izključujoča, ne? Ki mora biti univerzalno uporabljena, ne? To je sploh v teoriji komuniciranja in marketinga izključeno. Ne? Dejansko, tako kot ste vi lepo, egzaktno, terminološko rekli, je okvir vseh okvirjev, ne? Je identiteta vseh identitet, ne? Je neko sidrišče, ne? Seveda pa za vsako akcijo, projekt, dogodek, program, treba najti to, bom rekla, vsebinsko sidrišče. Ne? Mislim, da je to ključna naloga in mislim, da smo vsi zelo podobne poudarke dali. Ne? Da tle je največji intelektualni, ne vem kakšen operativni napor, da se dejansko zelo domisli ta vsebina, ta koncept in ne nazadnje to neko sporočilo, ki bo v ciljni javnosti ali več njih ustrezno sprejeto, ustrezno pač ne samo sprejeto, ampak tudi ki bo mobilizirano, ne? Ki bo pač ta nek živ proces komunikacije sprožil. Ne? In to je v bistvu ključno tudi pri nacionalni blagovni znamki iFeel Slovenija. To ni samo stiker, ne? Ki ga pač obesiš na nek produkt in to je to. Ampak to je nek okvir, ki ga dejansko potem treba napolniti z neko vsebino, zgodbo. Ne? In zato so bili te projekti Expo 2015 oziroma tudi Slovenska hiša uspešni. Ne zato, ker je stavba stala, pa ker je bila iz naravnega lesa, pa ker je kazala kreativnost, ampak ker so se dogajale neke zgodbe, skozi katere zgodbe so dejansko potem obiskovalci pač občutili različne vidike Slovenije. Ne. Zdaj, ta glavni napor, tudi jaz nisem tukaj dosti pametna, je pač nosilca projekta, ne, javne agencije za knjigo, zdaj domisliti, kaj zdaj to sidrišče, to vsebinsko sporočilno sidrišče naše predstavitve pač na Frankfurtskem knjižnem sejmu. Kaj je to zdaj ta ena rdeča linija, ki znotraj okvirja, identitetnega okvirja pač Slovenije. Hvala. Še naprej iščem. Komentarje, ideje, skrite ideje, iz kotičkov srca, da temu tako rečem, da če sem že pri srčki. Pa lahko je še kaj v srčkih. No, izvoli. Mogoče bi sam to povedala, ne, da zagotovo ta predstavitev v Frankfurtu je popolnoma drugačna, kot je bila predstavitev v Milanu, ker je bila tudi druga publika. Ne. In tu se moramo sploh najprej vprašati, ne, kdo bo obiskovalca. Ne. In včasih rečejo za Expo tudi, da je to Gardaland za odrasle. Ne. In v tem smislu smo mi zagotovo zadeli tudi s temi srčki in na glavni informativni oddaji TV Raj Uno je bil srček eden izmed 3
elementov, predmetov, brez katerih obiskovalec ne sme zapustiti Expo. In kakorkoli že mi zdaj tle ugotavljamo, je to pametno ali ne, mi smo s tem zadeli. Mogoče bi pa še eno izkušnjo povedala, to, kar ste gospa rekli. Zelo pomembno je, da vsebino, ki jo podajamo, da jo znamo uokviriti. In vam povedala slabo izkušnjo, ki smo jo potem obrnili v dobro izkušnjo. Mi smo se tam predstavljali hrana, pa koncepti trajnosti, zelenih tehnologij, zdravega načina življenja so bili tema svetovne razstave. In kot nek kompromis smo mi prišli do 5 predstavitvenih elementov, kar jaz mislim, da je bilo zelo nevarno in se potem tudi pokazali, da mogoče to ni bilo najbolj, zato zdaj le pravim, pa sem to že takrat rekla, samo se pravim, nisi sam, ko odločaš, ampak je potrebno poslušati več glav, več deležnikov, in takrat smo prišli do teh 5 elementov. In to je bila sol, med, voda, projekt merjenja črnega ogljika, se pravi ta projekt, tako aerosol, slovenska tehnologija, Lenarčič, slovensko letalo in tako naprej, in pa še pohodništvo in kolesarjenje. In na začetku, ko smo mi ljudi spustili prve tedne, 14 dni, 3 tedne, v ta naš paviljon, so begali. Sem tja, pa je bil tudi iFeel Slovenija, se pravi, ni to vse, lahko sam neka povezovalna nita, so begali. In tudi stavim, da večina njih je v nekaj minutah pozabila, ki je paviljon zapustila, da je bila v slovenskem paviljonu. Se pravi, tisti prvi cilj, ki ga imamo, graditi na prepoznavnosti, na ugledu, je bil izničen. In kaj smo naredili? Zelo majhna zadeva. Zaprli smo paviljon, naredili smo skupince, na vhodu je bil informator, ki je v 2 minutah, samo v 2 minutah, natančno premišljeno, z vsebino, ki je bila skozi enaka, povedal, kakšno izkušnjo bodo pač doživeli obiskovalci skozi slovenski paviljon. In ko smo delali ankete, so bili rezultati pred in potem kot noč in dan. Se pravi, to moramo res paziti, da ko poskušamo neko vsebino podati, da imamo ves čas nek okvir, na katerega se vedno vračamo. In se veste, ne sme biti preveč zahtevno v smislu, da mi smo takrat imeli neko idejo, da bomo šli 5 zrn ajde in vsak se bo ustavil pri vsaki od teh elementov in potem bodo te ajde zbirali in na koncu bodo dobili en tak simpatičen žakalček s to skrivnostjo 5 ajde. Toliko zahtevno, da se zdaj niti več ne spomnim, kako je bilo. In na koncu smo videli, da je to res vse preveč zahtevno. In tudi mogoče to ni slabo, da jim nekje na začetku res damo tisto osnovno informacijo, da se ne vračajo nazaj, da morajo v nekih vmesnih postajah sestavljati zgodbo, ker mogoče tukaj bo vse en drugače, ker mi smo mogli narediti to razliko drugih paviljonov. V tem smislu bo sigurno ta predstavitev v Frankfurtu drugačna, ampak na to je zagotovo treba biti pozoren. In še to, nekaj je stalna razstava, nekaj je pa spremljevalni program. Mi smo zelo veliko delali na spremljevalnem programu in v 184 dneh, se pravi v 6 mesecih, smo imeli skoraj 400 takšnih in drugačnih dogodkov. Od tega, da smo perpetuum jazzile gostili, do tega, da je neka gospa pletla in pokazala neke ročne spretnosti iz enega izmed regij Slovenije. In to je bilo tudi zelo dober moment, da smo v bistvu povabili vse regije. Mi smo naredili roadshow po Sloveniji najprej in smo pač ta projekt predstavljali, ker moram reči, da to, kar smo uspeli, je sigurno to, da zdaj je Expo precej poznan v Sloveniji. Prej pa to ni bil, čeprav moram Nina te popraviti, smo bili svojim lastnim paviljonom tudi v Šanghaju, pa tudi še drugje smo se v nekih
kupnih prostorih že predstavljala. Ne? Ampak, ko smo šli po regijah, namreč po občinah nismo mogli iti, jih je 210 in itak smo zadnjo minuto sploh vse začeli delati, ne? Tako da smo se odločili potem za te statistične regije in ljudje, ki so vključeni, v tistem momentu niso več tako kritični, ko je treba oceniti, ali je bila neka predstavitev dobra ali ne? Ker mi se tukaj noter lahko pogovarjamo, ker je pa treba iti na teren, pa zadevo sprobati, pa seveda je vse kar je to, da ni enostavno. In skozi te regije, ki jih ponovadi tudi, nad katerimi so, bom rekla, neki javnomnenjski voditelji, smo uspeli zaustaviti mogoče tisti kanček negativnega marketinga, ki se je v medijih in tudi sicer začel na začetku pojavljati. Se veste, to so te zgodbe, s katerimi se boste sigurno tudi vi mogli soočati. A ja, 5 milijonov evrov, že tako smo v krizi, zdaj pa 5 milijonov, a nekaj drugega, kot da tam le hodimo. In moram reči, da zato je dobro, da čim več ljudi tudi vključimo, če govorimo o spremljevalnem programu. Tako da to so pač neke take zadeve, na katere bi rada opozorila. Pa še to povem, da vključiti ne pomeni to, da nekdo daje ideje, ker kar naenkrat je teh idej milijona, takih in drugačnih. Vključiti pomeni to, da je treba zadevo realizirati. V tisti fazi, ko pa se zbira ideje, je treba pa ideje samo zbirati in mislim, da je tole zelo dober takle širši krog, ker hitro, če se dobimo 3-4 skupaj, nekdo, ki je bil na prvem sestanku, že vidi neko priložnost za neko nadaljno vlogo v tem projektu in potem je takega človeka zelo težko zaustaviti. Tako da pri teh stvareh je treba biti zelo previdena. Na to je malo praktičnih izkušenj. Hvala. To je že mikro. Ja, to je mikro. Okay. No, ampak jaz še vse hočem, imamo še par minut, rabim še 2, 3. Še enkrat, če se na to zahtevnost navedega, se mi zdi pomembna. Jaz se mi zdi, da ne smemo popustiti glede osnovnih sporočil in vsebin, ne pomeni pa, da morajo biti na zahteven način predstavljanja v samem prostoru. To se mi zdi velika razlika. Mislim, en tak zelo simpel primer, en projekt, ki ga delam, ne vem, več kot 10 let, Knjižnica pod krošnjami se imenuje, pod drevesa postaviti nekaj igrivega, kar privlači ljudi, hkrati pa ne popustiti pri vsebini. Se pravi, knjige, ki jih imaš na policah, pa niso skrajšani romani, poenostavljeni, niso vsebine, za katerimi ne bi stali. To se mi zdi, da je ne popustiti glede vsebine, to ne pomeni komplicirati stvari. No? Sem potrdila. Ok. Zadnjič vprašam. Evo, še vas. Izvoli. Mogoče, meni je super to, kar ste bil omenil, kontekst. To je res pomembno. Kje smo, Frankfurt, kaj pomeni, pa kaj mi hočemo tam biti. Samo tako, glede na to, kar smo se danes pogovarjali, mogoče ena ideja, kam prede, ne vem. Ampak, kaj je zdaj politično tudi zanimivo, so migracije. To je zdaj tema Evrope. Če pogledamo naše kulturnike, so bili vsi migranti na nek način, tako ali drugače. Mogoče je to neka tema, na katero se lahko obesimo in govorimo o neki kulturi, ki je ravno s tem preživela, da vse je šlo tukaj čez, naši kulturniki so vseeno hajali zunaj, od Cankarja do Salecov, do Žižka, tako. Mogoče je to neka posebnost te kulture, te države. Fajn bi bilo najti tudi temo, ki bo v kontekstu časa aktualna, zato da smo relevantni kot narod, da ne govorimo samo preživeli smo z jezikom, kako se dobro omenil, za kulturo, ki je bila. Imamo neko relevantnost v sodobnem času, da se pozicioniramo v Frankfurtu kot nekdo, ki je v trendu takim ali drugačnim nastavno. Mogoče samo tako kot eno. You have one Syrian poet in Ljubljana, maybe you can produce another one until 2020. Mislim, da se bo vse prej še zgodilo. Jaz se zelo strinjam s tabo. Podobna tema je obrobnež, marginala, umetniki, pisatelji, Vojnovič, vse margina in kaj naredi tudi filozofija na margini, kaj pomeni dialog, kaj pomeni, potem je puntarstvo kot uporništvo. Tukaj so teme, zdaj, če gremo od ideje
do, ne vem, Martina Krpana, ki šverca sol in potem lahko vsa veleposlaništva dobijo za njihove druge partnerje in veleposlanike, ljubke soli in tako naprej. Ampak govorimo, stalno se sprehajamo po vertikali in ta krona nekje mora biti jasna in potem se fino razgraja in lovi nivoje in lovi vse te, tudi otipljive in tudi ta experience marketing za obiskovalce. Ampak ne sme se pa pozabiti, da je treba ta glavna ideja in tukaj jaz mislim, da moramo vztrajati, da ne smemo stopiti v sfero antiintelektualizma, ampak obratno, da se moramo mi še posebej na margini boriti za to, da ostane neki intelektualni nivo. Ok. No, jaz bom zdaj s tem zaključek, se mi zdelo, da je dober zaključek. Se vam zahvaljujem najprej gostem, potem vsem vam, ki ste se udeležili, niso vsi govorili, kar je škoda, ampak lahko še vedno kaj pošljete, kar vam bo pa pod magari, če se niste hoteli pokazati v takšne ali pa drugačne oblike. No, še enkrat hvala vsem, pa vam seveda, da ste povabili s to idejo druge in da se niste zapadli v svoj poslovno košeni stol, da sami ustvarjali v tem. Hvala lepa.